Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 6:50. Včeraj smo šli z prijatelji, z dostojnici, nekaterimi iz Slovenije, v Terme 3000, kjer smo imeli tako prijetno druženje in tudi zelo koristno. No, in v povezavi z tem bom tudi danes povedal o tem, kako je koristno imeti podporo drugih ljudi pri procesu osebne transformacije. Kot prvo, vsak od nas, vsak posameznik je v osnovi sam odgovoren za svoje miselne in vedenjske vzorce in samo vsak pri sebi lahko točno ve, kakšne miselne vzorce ima v sebi in kateri so tisti, ki so razdvajajoči, kateri povzročajo konflikte. Skozi pisanje greš lahko v globino svojega podzavestnega in nezavestnega uma in z uporabo samoiskrenosti potem natančno ozavestiš, kaj nosiš v sebe, da si resnično priznaš, kateri miselni vzorci, kateri programi so postali del tebe in da potem za njih prevzameš odgovornost ter se spremeniš. Za podporo tega procesa se priporoča pisanje javnih blogov, torej spletnih dnevnikov, še posebej v angleškem jeziku, zato ker drugi lahko tudi potem pregledajo, preberejo te tvoje vloge in ti nudijo primerno podporo. In za ta namen je tudi priporočljivo delati vloge, torej videodnevnike, da tudi drugi vidijo in slišijo, o čem ti govoriš, da te lahko potem podprejo. In za ta namen imamo tudi še posebne forume. Forum na spletni strani Destiny, odprti forum in potem še zaprti forum. In dobivamo se potem še preko raznih tedenskih srečanj, preko spleta, preko IRC-ja, preko Skype konferenc, preko Google Hangoutov, da na ta način še bolj komuniciramo med sabo in se lahko podpiramo. Človek je tak, da rad sam stvari naredi, da se čuti zaslugo za samega sebe. Radi stvari počnemo sami, brez da bi za to vprašali za pomoč druge. In to je v osnovi zaradi tega, ker smo v ločenosti uma, kjer smo nekako sami, osamljeni in zato tudi stvari počnemo egoistično, brez da bi preverjali stvari, brez da bi se sporazumevali z drugimi o tem, kaj počnemo. In zato je fino, da premagamo to omejenost, to sebičnost, to ločenost in pričnemo sodelovati z drugimi, da se pogovarjamo in navzkrižno preverjamo svoje ideje in spoznanja. Proces osebne preobrazbe za pomočjo drugih, ki so v tem procesu, je zelo koristen zato, ker s tem izjemno veliko časa prihraniš v procesu preobrazbe. Ker če rečeš, ja, jaz imam neko svojo pot, imam svoj proces, svoj lasten proces, jaz bi rad sam prišel do osebne realizacije, to je pač egoizem, ki te seveda drago stane. Ker potem se moraš vse sam naučiti z lastnimi bolečinami in težavami. Če pa že v osnovi bereš bloge, torej spletne dnevnike drugih, se lahko na ta način naučiš iz njihovih spoznanj življenjskih in na ta način zelo pospešiš učenje.
Še posebej je pa koristna podpora z drugimi destojnicami takrat, ko se družimo v živo, ker takrat pride do specifične interakcije različnih naših karakterjev, ko se določeni vedenjski vzorci nekako izpostavijo, pridejo na površje, in zato mi kategorično podpiramo drug druge v tem procesu, da ko nekdo opazi nek vzorec pri nekom drugemu, da mu rečeš: poglej, ta in ta vzorec sem opazil pri tebi, predlagam, da se mu posvetiš in ga preobraziš. Z skupinskimi močmi je torej ta proces veliko bolj enostavnejši, lažji, prijetnejši. Zato vabim vse, ki želijo maksimalno hitro napredovati v procesu samospoznavanja, osebne rasti, duhovne rasti, kakorkoli to imenujemo, da se nam pridruži in začuti, kako ta postopek poteka in kakšna je dinamika odnosov v naši skupini. Po tem videoposnetkom bom nalimal še povezave do videoposnetkov našega druženja včerajšnjega v termah, tako da vabim, da si jih ogledate in se nam tudi pridružite na raznih teh spletnih druženjih in tudi na bodočih druženjih v živo. Hvala za ogled tega videa in nasvidenje prihodnjič.